Napovejo hladni bife. Med obema prostoroma zabrboče živahen vrvež, potem pa ljudje s svojimi krožniki posedajo ob mizah in mizicah. Wilhelm sedi sam zase v svojem naslanjaču z ušesi in srka iz svojega zeleno lesketajočega se aluminijastega kozarca. Misli na najvažnejše, na tisto, kar manjka, na Hamburg in na svojo pristaniško pisarno, na tamkajšnje noči, na veter, na svojo korovinko kalibra 6,35. Pravzaprav ne misli na to, se pa spominja. Čuti, kako mu leži v roki, čuti njeno težo. Spominja se vonja, potem, ko si pritisnil na petelina. Zakaj vendar, pomisli. Zapre oči, v glavi mu razbija govorice, nesmisel, larifari. A kdaj pa kdaj se, morda si tudi le domišlja, skozi larifari prikrade hripavo lajanje. Čov in še enkrat, čov, čov. No, v tem se kaže njegov odpor do Hruščova in Gorbačova, se pravi do dveh voditeljev, katerih priimka se končata na čov. Se pravi čov in še enkrat čov, čov. Wilhelm za hip odpre oči. Kurt, kdo pa drug? Ti si tudi en takle čov, pomisli Wilhelm. Defetist, cela družina. Razen Irine, ki je bila vsaj v vojni. Kurt je medtem sedel v taborišču. Je pa moral delati, kako grozno, pri svojih ročicah, s katerimi še kozarca kumaric ne more odpreti. Drugi razmišlja, pa so tvegali svoj rit. Drugi razmišljajo, so ginili v boju za stvar in najraje bi vstal in pripovedoval o tistih, ki so tvegali življenje v boju za stvar. Pripovedoval bi o Klari, ki mu je rešila življenje, o Viliju, ki se je od strahu podelal v hlače, o Zepu, ki so ga v neki gestapovski kleti mučili do smrti, ker so prej fentali enega izdajalca premalo. Tako je bilo, gospod profesor Pametnjakovič, ki ne bi odprl niti kozarca kumaric. Tako je bilo takrat in tako je danes. Najrajši bi povedal prav to in še o nečem bi zelo rad pripovedoval o takratnem in današnjem času in o izdajalcih. In kaj bi bilo treba narediti v tem trenutku? Tudi to bi rad povedal. In o čem je problem, bi rad govoril, ampak jezik ima pretežak, glavo pa prestaro, da bi iz tistega, kar ve, naredila besede. Zapre oči in se pogrezne nazaj v svoj naslanjač. Ne posluša več glasov, v glavi mu samo še štropota, kot voda zjutraj v kadi. Na lepem pa se iz štropota izvije melodija. Iz melodije pa kanejo besede. Na lepem so tu besede, ki jih je iskal, preproste in žalostne in jasne in tako samoumevne, da v istem trenutku že pozabi, da jih je pozabil. Tiho zapoje, samo zase, poudarjajoč vsak zlog posebej, v malce razvlečenem ritmu to seveda opazi. In z nenamirnim tremolom v glasu. Partiji naši ponosen pozdrav. Partiji, ki se bori za pravico. Partiji naši, ki vedno ima prav, ki proti laži zmaguje z resnico. Zanjo, ki se zatiralci bojuje, življenje je prvo najbolj dragoceno. V bitkah se zanj kot junak odlikuje, braneč, če je treba, z najvišjo ceno. Zato prav je imela in večno ima, rojena iz Leninovega duha, do dna prekaljena od zmag Stalina, naj večno nas vodi v prostost partija.